Spoštovani zbrani, dobrodošli na nacionalnem letnem posvetu o višjem strokovnem izobraževanju v Sloveniji. Višje strokovne šole imajo zelo pomembno in specifično nalogo. Študentom v krajšem času omogočajo pridobitev kakovostnega teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga lahko takoj prenesejo na trg dela. Posvet je namenjen izmenjavi mnenj, dobrih praks in oblikovanju predlogov za uresničevanje strategije višjega strokovnega izobraževanja do leta 2030. K uvodnemu pozdravu vabim predsednika skupnosti višjih strokovnih šol, gospoda Egona Pipana. Izvolite. In lep pozdrav vsem udeležencem našega drugega posveta o višjem strokovnem izobraževanju, seveda izrekam v svojem imenu in pa v imenu upravnega odbora skupnosti višjih strokovnih šol. Seveda poleg predstavnikov višjih strokovnih šol z veseljem med nami pozdravljam vse predstavnike zbornic, zavodov, ministrstev in vseh ostalih in delodajalcev, ki ste se nam danes pridružili in upam, da bomo dejansko danes se dogovorili o nadaljnjem razvoju in poti višjega strokovnega šolstva. Višje strokovno izobraževanje je in mora ostati prilagodljivi del terciarnega izobraževanja, ki sloni na poklicnih standardih in je izraz aktualnih potreb delodajalcev ter najsodobnejših trendov v vseh strokah. Dvoletni višješolski študijski programi so kakovostni tako po vsebini kot tudi po izvedbi. Študentom zagotavljajo ustrezne poklicne in splošne kompetence, ki jih potrebujejo delodajalci in družba. Mladim omogočajo lahek prehod iz šole oziroma študija v delovno okolje, odraslim pa možnost za izpopolnjevanje in prekvalifikacije. Študijski programi so tesno povezani s potrebami gospodarstva in delodajalci, saj velik del študijskega programa zajema praktično izobraževanje v podjetjih, se pravi več kot tretjino celotnega študijskega procesa. V tem času študentje pridobijo dragocene delovne izkušnje, spretnosti in pogled v trg dela. Višješolski diplomanti so med najbolj zaposljivimi kadri, saj veliko študentov svojo prvo ponudbo za zaposlitev dobi že v času opravljanja obvezne prakse. Podjetja se zavedajo, da je kakovosten kader ključ do uspeha in gospodarske rasti. Vlaganje v kadre že dolgo presega samo izobraževanje in usposabljanja, saj gre za skupek pristopov in aktivnosti, ki omogočajo zaposlenim poleg strokovne tudi osebnostno in karierno rast. Vse to pa se na višji šole začne že v študijskem procesu. Pomen sodelovanja z gospodarstvom na višjih strokovnih šolah je skazujemo z različnimi aktivnostmi, srečanji, konferencami, posveti, projekti, ki jih izvajamo z in za gospodarstvo. Veliko naših predavateljev prihaja ravno iz gospodarstva. Nenazadnje pa smo ravno iz tega razloga naše letne posvete o višjem strokovnem izobraževanju umestili na Gospodarsko zbornico Slovenije. Da bodo naši študenti ostali zaposljiv kader, je potrebno v programih okrepiti pridobivanje kompetenc, ki so in bodo pomembne za tako imenovane poklice prihodnosti in sedanjosti. Smo v obdobju, ko imamo s prenovo višješolskih programov priložnost, da namenimo še večjo pozornost vključevanju zelenih, trajnih in digitalnih kompetenc, tudi umetne inteligence in tako naprej, vse naše študijske programe. V teku je izvajanje nacionalnega projekta, katerega nosilec je Center za poklicno izobraževanje, ki nam bo omogočil posodobitev obstoječih študijskih programov in pripravo novih, sodobnih programov. Z letnim posvetom o višjem strokovnem izobraževanju želimo okrepiti prepoznavnost višjih strokovnih šol, ki v Sloveniji obstajajo že od leta 1996. Kljub temu pa imamo še vedno težave z umestitvijo višješolskega izobraževanja na mesto, ki mu pripada. Trenutno v naši državi deluje 48 višjih strokovnih šol, javnih in zasebnih. Vse so članice skupnosti višjih strokovnih šol. Imamo vpisanih skoraj 10.000 študentov, rednih in izrednih. Izvajamo več kot 30 različnih študijskih programov. Iz tega lahko vidimo, da so višje strokovne šole pomemben del terciarnega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Na današnjem posvetu smo prisotni zaposleni na višjih strokovnih šolah, predstavniki ministrstev,
Dobili smo sektor za višje strokovno šolo in tudi novega vodjo, zbornice, CPI, ACS, CMEPIUS, se pravi vse inštitucije, ki na tem področju delujemo in seveda imamo enkratno priložnost, da se pogovorimo o možnostih še boljšega sodelovanja in skupaj pripomoremo k razvoju višjega strokovnega šolstva. Pred nami so novi, stari izzivi. Potrebno je urediti pravično financiranje javnih višjih šol. Še vedno smo višje strokovne šole po financiranju krepko pod povprečjem financiranja višjih strokovnih šol v OECD-ju. Zakonodaja, ki ureja delovanje višjih strokovnih šol, je razpršena. Tukaj predvsem mislim na določene zadeve, ki so urejene v zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, zadeve, ki so urejene v zakonu o višjem strokovnem šolstvu, NAKVIS, potem še naprej. To je potrebno definitivno urediti in večino stvari urejati v našem zakonu, ki ga tudi seveda imamo. To šolam velikokrat povzroča težave pri sami organizaciji dela. Postopek in priprave sprejemanja novih oziroma prenovljenih starih programov je prezahteven in prepočasen, tako da težko sledimo hitrim spremembam v gospodarstvu. Nenazadnje bo slej ko prej potrebno urediti tudi možnost nadaljnjega študija naših študentov po poklicni vertikali. Tukaj imamo kar veliko težav. Kljub temu, da je na področju višjega šolstva veliko odprtih izzivov, verjamem, da lahko s skupnimi močmi pridemo do novih dobrih rešitev in s tem zagotovimo višjemu šolstvu svetlo prihodnost. Vsem nam želim še naprej dobro počutje in uspešno delo na današnjem posvetu. Hvala. Hvala lepa, gospod Pipan. Skoraj za nami je Evropsko leto spretnosti, zato je prav, da tudi na posvetu izpostavimo pomen znanja in spretnosti, ki so ključni za konkurenčen nastop na trgu dela in uspešno opravljanje poklicev. Dobrodošli, glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenija za socialni dialog, gospod Mitja Gorenšček. Spoštovani predsednik skupnosti višjih strokovnih šol, gospod Egon Pipan, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dovolite, da vas pozdravim v imenu Gospodarske zbornice Slovenije. Današnji posvet je namenjen razpravi o eni izmed ključnih vej našega izobraževalnega sistema, ki igra nenadomestljivo vlogo v luči razvoja kompetenc prihodnosti, o višjem strokovnem izobraževanju. To je prostor, kjer se srečujeta teorija in praksa, kjer se oblikujejo bodoči strokovnjaki ter kjer se goji in razvija znanje, ki je ključno za uspeh posameznikov in družbe kot celote. Razprava me veseli še toliko bolj, ker je tudi Gospodarska zbornica Slovenije zelo naklonjena višješolskemu izobraževanju. Nenazadnje imamo višjo strokovno šolo tudi na Gospodarski zbornici Sloveniji znotraj Centra za poslovno usposabljanje. Višje strokovno izobraževanje razumemo tudi kot most med srednjo šolo in univerzo. Predstavlja temeljni kamen terciarnega izobraževanja, ki študentom omogoča, da pridobijo kakovostno, strokovno, teoretično znanje, prepleteno s praktičnimi izkušnjami predavateljev. Izkušnje z zaposlovanjem diplomantov kažejo, da velik delež praktičnega izobraževanja študentov že med študijem omogoča, da pridejo znanja uporabljena z področja praktičnih veščin. Leto pred nami je Evropsko leto spretnosti in kako primerno je, da ravno danes razpravljamo o vlogi višjega strokovnega izobraževanja v razvoju spretnosti, ki so ključne za uspešno navigiranje v sodobnem svetu. Kajti spretnosti so tiste, ki nas odločno opremijo za izzive zelenega in digitalnega prehoda. Pričakujemo, da bo višje strokovno izobraževanje pomemben gradnik
zlasti pri razvoju kognitivnih spretnosti in veščin, da bodo diplomanti usposobljeni in zmožni reševati izzive, ki so pred nami. Gospodarstvo danes išče posameznike, ki razpolagajo s številnimi spretnostmi, kot so prilagajanje, reševanje kompleksnih problemov in kreativno razmišljanje. V tem hitro spreminjajočem se svetu so ključne tudi tehnološke prednosti in spretnosti, sposobnosti dela v virtualnem okolju in razumevanju digitalnih tehnologij. To jasno kaže na očitni pomen sodelovanja med podjetji in izobraževalnimi ustanovami, intenzivno tudi z višjimi strokovnimi šolami. Naloga vseh deležnikov je in mora biti opolnomočiti posameznike s kompetencami prihodnosti. Zato se moramo vprašati, kako učinkoviteje povezati svet izobraževanja s potrebami trga dela, kako zagotoviti, da študenti pridobijo tista prava znanja in veščine, ki jih podjetja potrebujejo. Pomembno je tudi spodbujanje podjetij k vlaganju v usposabljanje svojih zaposlenih, saj se spretnosti ne razvijajo zgolj v učilnicah, ampak tudi v delovnem okolju. Zato so in bodo tudi v prihodnje podjetja ključni partner pri oblikovanju izobraževalnih programov, prilagojenih potrebam gospodarstva in družbe kot celote. Vendar pa ne smemo zanemariti vloge in odgovornosti posameznikov. Spodbujanje nenehnega učenja in razvoja mora postati del naše kulture. Posamezniki moramo prevzeti odgovornost za svoj lasten razvoj in biti pripravljeni na učenje skozi vse življenje. To velja tako za zaposlene, ki morajo slediti hitremu tempu tehnoloških in družbenih sprememb, še posebej pa za učitelje in predavatelje, kot tudi za študente, ki vstopajo na trg dela. In tu pridemo do prednosti višješolskih strokovnih programov, ki temeljijo na praktičnem izobraževanju v podjetjih. Visoka zaposljivost diplomantov višjih strokovnih programov zato ni naključje. Gre za rezultat uspešnega povezovanja izobraževalnih ustanov s podjetji, ki prepoznavajo vrednost praktičnega znanja in spretnosti ter veščin kolektivnega dela, ki jih študenti pridobijo na praktičnem izobraževanju v podjetjih in drugih organizacijah že med samim študijem. Hvala vam.